Oj, Minka tukaj, se reka, tole pa moram deliti. V glavnem, danes peljem Tobija na sprehod in večkrat sem že srečala pač eno babico, pa dva mečkana otročka pazi in je tako so luštkani pa srčkani. In danes je fantek pač splezal na drevo, punčka je tudi nekaj tam pod drevesom, babica pod spodaj. Pazi, da ne boš padel! Pazi, da ne boš padel, joj, padel boš, joj, jaz sem prestara, jaz te ne morem loviti, pazi, da ne boš padel. Jo, zavibriran mi je, ja, in se reka, moram deliti, ker pod prvo, če imate otroke, če imate vnuke, nehajte jih programirati na strah. In sem pa sama sebi razmišljala, kakšen blagoslov imam jaz v življenju, a veste kakšen? To, da moja starša nista imela časa nas paziti. To je največji blagoslov, ker ga je sploh možen imeti. Zato, ker nihče ni kričal pod drevesom, pazi, da ne boš padel. Pač mi smo lezali na drevesa. Ja, pač enkrat je se sestra padla dol, pač stopila je na trhleno vejo in je zlomila roko. Ja, pač se zgodi. Ampak na koncu preživeli smo. Ampak ena stvar, kar mi nista odcepila v glavo, je to, da ne smeš poskušati, da ne smeš nikamor zlezti, da ne smeš poskusiti, ker je bolj varen biti na tleh in nič ne narediti zaradi tega, da ne boš slučajno padel. In druga zadeva pa pol, tudi ta občutek krivde, ne? Se pravi, joj, jaz sem toliko stara, ne morem paziti na vaju, joj, kdo vaj bo pa... Občutek krivde, se pravi, pa pol se naloži nekaj v podzavest, tisto, moramo srečiti mamo, moramo srečiti babico, moram zadovoljevati potrebe drugih in na koncu pride do tega, da te postavijo v neko vlogo in jo potem celo življenje pridno igraš, pač vloga, sploh mi ženske imamo težave s tem, da poskrbiš vedno za to, da so drugi srečni. Ja, in to je na koncev na en način vloga mame, kar je sicer v redu, jaz sem rada mama, res sem rada mama. Tako uživam z mojimi 3 puncami od majčkenega, od trenutka, ko so se rodile naprej, pa pol, ko smo se igrale, pa ko so se same igrale. Lih včeraj sem eni gospe razlagala, ko imaš enega otroka, je tako, da je ves čas, mami, igraj se, mami. Potem imaš 2 otroka in ko se začneta igrati, je tako, si še včasih dobrodošel. Pri 3. otroku sem poskušala biti dobra mama in sem se hotela z njimi igrati, je bilo pa tako, kaj pa ti delaš tle? Mi se igramo, dobesedno spel se. Tako da dejansko imaš, če pustiš otroke, da dihajo, imaš manj dela, potem, ko imaš več otrok. Ena stvar, kar vam je danes rada razložila, je pa tole, lejte. To je izbranje healinga in prav tole. Tole je zdaj ena stvar, ki jo tudi sama predelujem. To so miselni vzorci, ki so na avričnem polju, oziroma to je že astralni nivo naše duše. Se pravi, fizično telo, takoj ob fizičnem telesu je aura, energijsko telo, no to je pa pol zdaj že se pravi, mentalno telo. No? V glavnem, kaj se tukaj noter, oziroma mislim, da je tole eterično telo, ne me držati za besedo, bistvo vam želim razložiti. Gre se za to, da so to miselne forme, oziroma izrečene besede. In to je recimo miselna forma ljubezni. Nekdo te ima rad in vsakič, ko pomisli na tebe, ti pošle ljubezen in to pač občutimo. To je v bistvu kot neka entiteta. Medtem ko, to je pa jeza, zamera, vidite, to so pa tudi miselne forme, ki so pa drugače oblikovane in vam jih bom pokazala. In dejstvo je, da to vse obstaja. No, to so pozitivne, recimo, če samo pogledamo, to je ljubezen, to je radodarnost, to je vera, zaupanje, potem je tukaj sočutje, pogum, tale, potem imamo tukaj tale compassion, humanity je, v glavnem povezovanje z ljudmi, ta dobrobit do vseh ljudi. V bistvu, ko mi dobro razmišljamo o drugih ljudeh in pošiljamo te miselne forme. In ko razmišljaš recimo o svojem otroku, vse dobro mu pošiljaš,
te metuljčke ljubezni. In to on občuti kot neko toploto okrog sebe in v trenutku zazna. Vemo, da recimo živali se še vedno odzivajo na to in vemo, da v trenutku znajo prebrati. Recimo pes na nekoga bo renčal, na nekoga druga bo mahal z repkom. A ni zanimivo? Pa rečejo, ja, mene pa psi ne marajo. Mogoče pa zna prebrati te miselne forme, ki jih nosiš na tem nivoju tvoje duše. Iskrenost recimo, no lejte. Mogoče pa pes zna tole prebrati, pa mačke. Tole je iskrenost. In si vi zdaj predstavljajte, vi ste iskreni, dobri do ljudi okrog sebe. Druga stvar pa je, da vsak ima kakšnega okrog sebe, na katerega je jezen, na katerega je recimo občutek krivde občutiš. Lejte, vam pa zdaj te pokažem. Na tej strani imamo pa tukaj, to je obžalovanje, to so skrbi. In verjamem, da marsikdo ima zdaj veliko takih črvov okrog sebe, ker enostavno ne ve človek, kako bojo šle stvari naprej. To je neiskrenost. No, zdaj pa pomislite, nekdo, ki vara, nihče ne ve, samo te dva, ki varata. Ampak partner reče, nekaj se je spremenil, nekaj je drugače. Kaj je drugače? Veste, kaj je drugače? Teli oblački so drugače. To je to. To je to, kar partner začuti. In lahko 1000krat lažeš, ampak to plava okrog tebe, zato ker si neiskren. Zato je tako pomembno, da začnemo čistiti ne samo svoje misli, ampak tudi to, kar o drugih mislimo. Zato je toliko pomembno, da če ti nekdo povzroča, to če jaz vam povzročam slabe vibracije, da ne reče, kako je pa zoprna, izklopite me, enostavno izklopiš in greš naprej. Ti grejo na živce poročila, izklopi jih, ne se s tem ukvarjati. Ti gre na živce sosed, izklop ga, ne se z njim ukvarjati. Gre se za to, da daješ energijo samo tja, kjer tebi teli mehurčki dobre volje grejo okrog tebe. Ne pa tja, kjer je negativna energija. No in zdaj tisti, ki ste pa v okolju, zato tolikrat rečem, ti si lahko super pozitiven. Nekaj rečejo, ja, veš, name pa to ne vpliva. Jaz gledam poročila, name pa to ne vpliva. Lahko si super pozitiven, ampak če spremljaš te negativne novice okrog sebe, je to tako, kot če si v prostoru, kjer se kadi. Ti ne kadiš, nisi kadilc, ampak smrdiš po cigaretih. In si pasiven kadilc. Isto je. No in sploh tele zasvojenosti, recimo vam pokažem zasvojenost z alkoholom, nastanejo takele pijavke. Dobesedno te silijo, da piješ alkohol. No, jaz mislim, da tele skrbi, tole je najbolj neiskrenost. In zdaj še ena zadeva, kar je pa najbolj pomembno, da je to, s čimer pa mi sebe zastrupljamo, na tem polju okrog sebe imamo lahko obžalovanja svoja, jeza na sebe, na druge, ki jih vlečemo po družinskem deblu, ker se lahko na nas prilepijo, druga stvar jih pa lahko sabo prinesemo, ker dejstvo je, da to je naše. In kaj mi sabo prinesemo kot duša? Dejstvo je, da mi smo na enem dolgem potovanju vsi skupaj, zdaj iščem v knjigi, ko imajo hormoni ali ko ima življenje žur, ker vam želim tole pokazati. Vem, da sem že večkrat kazala, pa vseeno, poglejte, tukaj je energijsko polje in na tem energijskem polju so vsi ti zapisi. Dokler tega ne predelaš, ne gre stran od tebe, nobena stvar sama ne odpade, sam moraš zapredelati svojo jezo, svojo zamero, svoje obžalovanje, sam moraš zapredelati to, da začneš o drugih ljudeh razmišljati dobro, iskati dobre lastnosti, ker vsak človek ima v sebi nekaj dobrega, neko iskro dobrega. Mogoče, lejte, sočutje, mogoče smo pa do nekoga lahko sočuten, ker je bil mogoče ranjen kot otrok, mogoče je bil zlorabljen. Zdaj, druga stvar pa je, a jaz dovoljujem, da pa človek, ki je bil zlorabljen kot otrok, zlorablja mene, a to je pa zdaj ljubezen do sebe. In če imam jaz sebe rada, si rečem, tukaj so pa midva zaključila, postaviti jasno meje. Vem, da ni enostavno, ko postavljaš meje. Jaz se spomnim, ko sem jaz postavljala meje v mojem zakonu, je bilo tako, kaj ti pa zdaj kar naenkrat?
kaj tem? Odkar bereš tiste zmešane knjige, si postala zmešana. Do zdaj si bila čisto v redu, kakšna si pa zdaj ratala. Ali pa, odkar si začela hoditi na tiste čudne tvoje delavnice, drugače razmišljati. Namesto da bi nekdo rekel, a veste, zdaj za koga se ljudje, ki začnejo vam govoriti, da ste čudni, drugačni, za koga se bojijo? Se bojijo za sebe ali za vas? Lejte, verjemite mi, za vas se ne bojijo. Oni hočejo vas takega, kot ste bili nekoč. Točno tako, pridno, ubogljivo, pridnega, ubogljivega, poslušnega, tako kot kuža, ki mora že teče, zato da bo dobil piškotek na koncu. In ko začneš graditi svojo vrednost, si rečeš, čakaj, jaz tega piškotka na koncu ne potrebujem, zato ker si ga lahko kadarkoli sama spečem. Kadarkoli. Ne rabim tekati zato, da nekdo reče, ej, v redu si, zato ker, če se jaz pogledam v ogledalo, rečem, ej, v redu si, lepa si. Dajte, če kdorkoli vam govori, da niste v redu, verjemite mi, to nima nobene veze z vami. To ima vezo z njimi, ampak vezo ima pa z vami samo toliko, če vas zaboli tisto, kaj imate pa za predelati. In kaj je za predelati? Takrat se pa usete sami s sabo in se vprašajte, kaj imam jaz, zakaj mene to zabolel, zakaj jaz občutim, ne vem, tudi glavobol. No, pojmo naprej na glavobol. Fizične posledice na našem telesu. Ko začnete čistiti določene te vzorce, ki jih nosimo od tega, da moramo biti pridne punčke, pridni fantki, da moramo usreči mamo, usreči očeta, usreči nekoga, da so vsi bolj pomembni, samo mi ne, se začne dogajati tudi ta notranji konflikt. Telo nam na en način želi pokazati, da moramo nekaj spremeniti. In se začnejo pojavljati seveda lahko bolečine. Recimo, če vas začne naenkrat glava boleti in ste z nekom govorili o nečem, ozaveste, kaj občutite. Takrat se vprašajte, glava me je začela boleti, ko sem z mojim sodelavcem govorila o tem, ko sem z mojim partnerjem govorila o tem in tem. V redu? Zdaj pa naslednja stvar, kaj občutim? Ne lažje reči, noč, sej samo pogovor. Kaj občutim? Sta predelovala finance, kaj občutim? Strah. Strah glede preživetja, kaj občutim? Jezo na njega, zato ker je v preteklosti preveč zapravljal. Kaj občutim? Kaj občutim? Ko ozavestiš, kaj občutiš, takrat lahko začneš zdraviti. Dokler ti vzameš samo pač aspirin, zato da te glava ne boli, nisi rešila nič. Ene stvari nisi rešila, zaradi tega, ker je to samo to, vzamem aspirin, glava te neha boleti, teraš dalje. Naslednja stvar, te ne bo glava bolela, te začne boleti nekje drugje. Naslednja stvar, pridelaš tumor in potem rečeš, me je doletel rak. Ne doletite, ampak rak je samo posledica toliko spregledanih sporočil tvojega telesa, da ne more več. Toliko močno je zastrupljen tvoj telo, da ne more več iz tega ven, da se enostavno teh je postalo preveč in enostavno ne zmore več. In potem včasih se pač duša odloči, da bo izbrala novo priložnost, novo telo, ampak kar je zanimivo, naslednje življenje je vedno težje, ni lažje, zato ker duša reče, zdaj bom pa podelala to, pa to, pa to, pa to in nastane kup stvari za podelati. Zato začnite kidati tisti drek, kar se je nabral, zato ker to, kar gre pod preprogo, slej ko prej začne smrdeti. Glejte, iz svojih izkušenj vem, ni enostavno čistiti, ampak ena stvar, zdaj recimo, s čimer sem se jaz v zadnjem času zdaj ukvarjala. A veste s čim? Na en način, ne na en način, v vseh načinih, jeza na sebe, da sem dovolila. Prav jeza na sebe. Prav tako zamera do sebe, da sem dovolila, da sem spregledala rdeče zastave, ki so bile toliko očitne, da so jih vsi okrog mene videli, samo jaz ne. Jaz sem bila tako kot konj s plašnicam, pa ne samo tukaj, še tukaj sem jih imela pred sabo, da ja nisem videla. In sem rabila zdaj sama sebe odpustiti za napake, ki sem jih naredila,
za veze, predvsem poslovne, ki sem jih sklenila, ker na koncu, ko ozavestiš to, zakaj si tudi na sebe jezena, ne, s tem sprostiš solarni pleksus. Solarni pleksus je pa direktno povezan s tem občutkom krivde, jeze, potlačene jeze, in solarni pleksus vpliva pa na delovanje slinavke, in to se ti pa posledično pa potem sprošča želja po cukru, pa maščoba na tem predelu trebuha, in seveda, ker želiš sebe zaščititi. Tako jasno nam telo sporoča, da je že nekaj narediti, nekaj treba spremeniti, ampak teramo tja, ne, sporoča nam. Zato bodite pozorni na ta svoja sporočila svojega telesa in začnite se spraševati, kaj občutim. To lahko naredite z mišičnim testom, recimo, ko te začne glava boleti, razmišljaj, kaj ta trenutek občutim. In se postavite, jaz zdaj ne bom pač se postavila po koncu, ampak naredimo tako, roke prekrižamo na prsih in rečem, kaj občutim ob tem, ne vem, glavobolu. In to, kar sem zdaj jaz predelovala, je jeza na sebe, sem šla naprej. Kaj pa zdaj? Potem, ko pa sama sem to zdravilno molitev dekodiranja naredila, se pravi vsemogočni Bog, če je v skladu z božanskimi zakoni, naj se sčistijo v vseh smereh časa in prostora, vse zavedne in nezavedne kode moje duše, ki so povezane z občutkom krivde, z jezo na sebe. Naj se vse ravni mojega duha napolnijo zdravilno božansko svetlobo. In potem vdihnem skozi nos, izdihnem skozi usta in si samo parkrat ponovim, naj zdravilna svetloba teče skozi moje telo. Naj se vsaka celica mojega telesa napolni zdravilno božjo svetlobo. Tako lahko počistite čisto se, začnite delati na sebi in boste videli, ko ozaveščamo se to, kar se nam dogaja, kar moraš zaščistiti, postaja zmerom bolj sveto vsak izmed nas, ker to je namen naše duše. No, zdaj bom pa še za konec kakšno sporočilo, kar iz prehoda v novo dobo. 3 sporočila bom zdaj potegnila za nas, za vas, ki gledate tale video, da vidimo, kakšno je najbolj pomembno sporočilo stvarstva ta trenutek. Prva karta, da vidimo, druga karta je tale in tretja karta tale. Da vidimo, radost, naj ta tretja prišla. Bodi srečna, da živiš, bodi srečen, da živiš. Dovolj, da ustvarjalna energija teče skozi tvoje telo. Zavedaj se, da je tvoje srce mlado in večno. Mladostna energija se pretaka po tvojih žilah. Zavedaj se, da se lahko dobro počutiš v svojem telesu, ki izraža radost. V popolnosti sprejemaj svoje telo in svoje življenje. Naslednja je prišla zdravilni žarek. No, to je tisto sporočilo, to vam govorim. Zdravilni žarek teče skozi moje telo. Dovolite, da vas pozdrav ta božja svetloba. Skozi kronsko čakro se v moje telo steka zdravilna energija in zdravi moje oči. Pomlajuje moj obraz. Čutim pretočnost. Zdravilna energija teče po hrbtenici navzdol in se dotakne vsakega mojega organa. Stika se vsako celico mojega telesa. Zdravilna svetloba, nova energija se dotakne vsakega sklepa, teče preko kolkov in kolen ter se preko stopal steka v mater zemljo. No, lejte, to je sporočilo, ta zdravilna energija vas lahko pomladi, lahko vas obnovi, ker zdravilna božja svetloba ni povezana s starostjo. Nima veze. Lejte, na koncu, če gledam, 50 let bom vsak čas imela. Ampak to je samo številka. Kako se jaz počutim v svojem telesu? Spomnim se žensk, ki so bile stare 50 let, so bile stare. Jaz sem danes mlada 50 let, lejte, z modrostjo, ki jo imam, pa kako sem hvaležna za to modrost, ki jo imam. Telo je samo odraz mene, nič drugega. Telo je to, kar jaz sem. To je vozilo moje duše, ker telo je samo zemljevid. In bolj, ko postajam pretočna za to božjo svetlobo, bolj mlada postajam, bolj vitalna postajam, bolj žarim, ker to je zdravilna božja svetloba. No, in ta prva je pa tale prišla, nebovzeti mojstri. Ta karta je pa meni tako ljuba,
To je povzeto po zdravilni oziroma po molitvi svetega Frančiška Asiškega. Podpira me vse stvarstvo, jaz sem ljubezen. Dovoljujem, da sem kanal, preko katerega se na zemljo steka ljubezen. Kjer je obup, naj bo vera, kjer je tema, naj bo svetloba, kjer je žalost, naj bo veselje. Naj bo vsako bitje na svetu blagoslovljeno ter prežeto z veseljem, toplino, nežnostjo, naj bo polno zdravja in lepote. Stvarstvo me podpira pri potovanju v srce. In ja, stvarstvo vas podpira pri potovanju v srce, namesto da preklinjate in pošiljate te čudne miselne forme ljudem, blagoslavljajte. Pošiljajte jim blagoslov, pošiljajte jim ljubezen, pošiljajte jim samo dobre misli. In ena taka moja misel, ki sem jo jaz uporabljala ali pa jo še vedno uporabljam, ko nek odnos ni krasen, blagoslavljam te z ljubeznijo in ti dovoljujem, da odideš iz mojega življenja. Moj svet je miren, naj bo tudi tvoj svet miren. Lepo se imejte, uživajte, imejte sebe radi, čiste vse to, kar ne paše vaše življenje. Boste videli, življenje res je lepo, samo pač včasih je treba kakšno okno spucati, kakšno šipo spucati, včasih tudi kakšno razbiti, ki je čist črna, zato da pride nov zrak ven. Pač tak je življenje, to nas uči, tako da imejte se radi.